Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor, z menoj sta naša stalna komentatorja Lucija Šikovec-Ušaj in pa Ivan Simič. Na spletnem portalu JusInfo so že 17 zapored izbrali 10 najbolj vplivnih pravnikov v državi. To so tukaj zapisano po abecednem redu postali Matej Avbelj, Miro Cerar, Klemen Jaklič, Franci Matos, Vlasta Nussdorfer, Marko Pavliha, Vasilka Sancin, Lucija Šikovec-Ušaj, Andraž Teršek in Boštjan M. Zupančič. Zdaj, ko sem že prej rekel, ena izmed teh vplivnih pravnic je tudi gospa Lucija Šikovec, naša komentatorka. Sem pa pri teh navedbah smo spustili te doktorske in magistrske nazive, ampak sej približno vsi so doktori, razen mislim, da Lucija, ne, ti nisi doktorica. Ne, pa Franci tudi ni doktor, Matos. Aha, tudi Franci Matos ni doktor. Odvetniki nismo doktori. No, zdaj, z mojega vidika bi lahko rekel, da dva recimo zelo dobro poznam, ne, odvetnika Francija Matosa, ki je moj odvetnik, in pa tebe, Lucija. Ampak vsem bi te to vprašal, no, zdaj, ali ti je ta titula, ne, se pravi, da si prišla med 10, ne, kaj je k temu največ pripomoglo, tvoje odvetniško delo, ali to, da si pač, ne vem, zelo glasna, ne, na spletnih omrežjih, zlasti na Twitterju, in pa seveda, da si tukaj komentatorka VV Faktorja, ne, ker mislim, da lani, 2016, nisi bila še med 10, ne? Zdaj, odkar si postala komentatorka, si pa prišla na 10. mesto. Čakaj, sem bila pa 2010, pa 2015, pa sem bila, no? Aha, dobro, v redu. No, skratka po tvoje, kaj je odločilno, da prideš med to deseterico? Pravzaprav ne vem. Meni osebno se zdi, da je sam naziv najvplivnejši pravnik zagrešen. Nobeden od nas, teh 10, mislim, da nima kakšnega posebnega vpliva, celo doktor Jaklič ne. Ja, čakaj, ampak tukaj je predsednik vlade Miro Cerar, ki je objektivno najbolj vpliven človek v državi, ne? Ja. A med pravniki pa ni, kako? Ne, dejansko ne verjamem jaz, da ne vem, on ima mogoče vpliv, ne, ampak vsi ostali pa brez dvoma nekega vpliva nimamo. Gre za več ali manjši ugled ali pa za boljšo promocijo. Jaz bi sicer rekla in upam, da je glasovala večina mojih strank zame, a ne, in upam, da so tudi glasovali gledalci VV Faktorja tudi zame. Kar se tiče politične stranke, verjetno ne, ker so se glasovi razpršili kar med 3 kandidate, bi rekla, tako da ne morem reči, da bi zame politična stranka glasovala, ampak kakšen glas pa verjetno. Nisem to čisto dobro razumel, kako misliš, da so se glasovi razpršili med 3 kandidate? Mislim, da je SDS-ovi, bi rekla, simpatizerji ali člani, da so imeli tokrat na izbiro Francija, ki je kot zagovornik ne samo tvoj, ne, ampak tudi od gospoda Janeza Janše, ga jemljajo kot seveda zaslužnega, tudi poleg tega, da je uspel v procesu Patria. Potem je Klemen Jaklič, ki je nesporno dobiva podporo SDS-a tudi zaradi njegovega, kako bi rekel, pokončnega in poštenega razmišljanja glede zadeve Patria, in pa jaz, ki se pa jasno in glasno pač vedno poudarjam, da sem članica SDS, tako da verjetno so naših dali glasove vsem 3. No, ampak to, da si članica, nisem niti jaz doslej vedel, ne, ker članstvo je namreč tajen podatek, ne, ti ga generalni sekretarji strank ne povedo, ne, kdo so člani njihovih strank, ne. Jaz to povem. No, ampak zdaj, ko si tako razčlenila politično, ne, te 3 imena, bi te pa vsem prosil, da bi še malo politično razčlenili še ostala imena, ne. Dobro, zdaj Miro Cerar, to je SMC, je v redu, kaj pa Matej Avbelj? Matej Avbelj je, to so pa pol, veš, jaz bi jih tako razdelila. Ti imaš te, ki so zaposleni v javnem sektorju, dokler je bila Nataša Pirc Musar kot pooblaščenka, informacijska pooblaščenka, je vedno bila, a ne? Ja, seveda, sicer bi zahtevala vpogled v glasovanje, ne? Javni sektor je imel nalogo, da jo. Isto se mi zdi z gospod Vlasto Nussdorfer. Ljudje je ne dojemajo kot varuha človekovih pravic, torej dobivala glasove javnega sektorja. Potem so ta univerzitetni kader, ki dobiva študentske glasove, ker jih pač kaj to je, recimo Matej Avbelj, kako? Matej Avbelj, Andraž Teršek, potem mislim, da je Sancinova, ne? Tako da to je ta univerzitetni kader. O čem je pa skrivnost Marka Pavlihe, ne? To je bivši minister, ne? Ne vem. Ki se vedno pojavlja med 10 najvplivnejšimi pravniki in potem tudi vodi okroglo mizo v 10, ne? Ne, ko sem bila jaz, je Matej Avbelj vodil. Ja, tako, ja, torej zadnjič, pa prvič me ni bilo. No, moram pa reči, da je tudi on univerzitetni človek, tudi on predava na univerzi, torej oni imajo svoj bazen
bazen na univerzi. Tukaj je nesporno, da če ti rečeš študentom, naš profesor pa je, a ne, ga bojo izglasovali. Bolj mi je misteriozen gospa Sancin, ki je en dan pred rezultati spodrinila Natašo Pirc-Musar, ki je bila ves čas med 10. Aha, ti si spremljala sproti glasovanje? Ja, torej, če si ne, da bi spremljala, ampak kakšen dan, ko sem odprla Jusinfo, se mi je pač pokazalo in tako tudi tisti dan, ko je bilo zaključeno, sem videla, da je med 10. še ona, ko so bili pa objavljeni rezultati, je pa ni bilo. Torej, ali je sama želela, da se jo spusti iz tega, pa je potem uskočila gospa Sancin, ali je bil pa nazadnje tisti Ruker močen s strani Bog ve koga. Torej, vsekakor smo tri odvetniki, ne, oziroma 2 odvetnika, torej tista 2, ki nimava doktorskega naziva, a ne, ker nimava časa, da bi delala doktorat, ampak morava delati. Vsi ostali, To, kar je mene recimo tukaj najbolj zanimivo, ne, sej bi prosil, Ivan, imam sicer zate eno posebno vprašanje. Jaz poslušam. To, kar mi je najbolj zanimivo, je pa to, ne, Lucija in Ivan, ne, konec koncev, da tukaj ni pravzaprav nobenega sodnika zraven, ne, oziroma nobene sodnice. Razen če je Klemna Jakliča, ki pa je ustavni sodnik, ampak hoče več nobenega sodnika okrajnega sodišča, nobenega okrožnega sodnika, nobenega vrhovnega sodnika, pa tudi ne nobenega tožilca. Ne? To pa je zanimivo. Ne? Je zanimivo, ker to kaže na to, kako so sprti sodniki, ne? Ker oni bi si lahko tudi enega zbrali. Ampak, in ga izvolili, ja. Tako, ampak ti kar povem, na ljubljanskem sodišču tukaj so posebne klike, hodijo na stranska vrata, po stranskih stopniščih se zaklepajo v sobe, to so informacije, ki jih meni dajajo. To več ni neka homogena celota, drug pred drugim se zaklepajo v sobe. To ni neko vzdušje, ki bi bilo kreativno, kjer bi bil, brainstorming, skratka, da bi med seboj diskutirali o pravu, ampak se drugega bojijo. Torej, oni ne bodo nikoli uspeli najti enega, da bi ga vsi skupaj podprli. Ne? Pa zdaj ti, ki si spremljala to glasovanje, pač pa sem iz tega razbral, a si videla mogoče na kakšnih od teh nižjih mest, kakšnega sodnika ali sodnico, tožilka? Ne, veš, kako je oni objavil 20. Jaz sem takrat pač preko Twitterja sploh ugotovila, da je 20 kandidatov, med katerimi sem jaz, potem med temi 20 je pa vsak dan kazalo, kdo je med 10. Ne? Tako, ja. Tako da... Da ne bomo zapostavljali. Zdaj, Ivana, ne, naj takoj povem, da Ivan je pa večkratni zmagovalec, ne, podobnega tekmovanja za davčne strokovnjake. Dacar je, ja. Ampak tam, ne, Ivan, za razliko od pravnikov, ki so očitno bolj previdni, ne, tam vi pa vas določite zmagovalca. Ne. Tukaj pa določijo samo prvi 10. Ne. Ja. In ti si zdaj doslej rekorder med temi zmagovalci. Ne. Ja, si zmagal kolikokrat doslej? 10-krat od 12-krat. Ampak to je pa taks, to je pa spletni portal, ki se poimenuje... konkurence od Use Software, ja. Tako, ja. In zdaj mi, Ivan, ti povej, kaj ti prinese takšno zmaga, recimo? Fovšijo. Fovšijo, ja, ljudje so fovš in... Mislim, kaj hočeš reči ljudje, konkurenca, ne? Večina ljudi čestite in tako naprej, ampak se najde tudi ljudje, ki so fovš, potem naredijo vse, da te z tega mesta dol spravijo in tako naprej. Jaz to vse razumem. No in zdaj so te spravili dol, ne? Ja, seveda, vse normalno, to se zgodi. Pa veliko negativnih informacij je bilo v meni, ampak če se vrnemo na teh 10 pravnikov, torej jaz bi reč govoril o pravniki, pustimo mene, ker... Ne, vsem bi te rad vprašal, kako je to možno, da te je izpodrinil nekdo, za katerega vse po mojih informacijah gre za gospoda Vakovnika, ki v glavnem kot davčni strokovnjak dela v Avstriji. On je, bom rekel, davčni uradnik v Avstriji. Ja. Očitno je, bom rekel, ta razpis mednaroden, torej ni samo Slovenija, ampak je Slovenija Avstrija. Zato tega je po moje pol on izbran in to je to. Jaz nimam informacij, da bi on kaj dosti delal v Sloveniji. Ampak dobro, gledajte, odločajo tisti, ki glasujejo, kar je prav in on je pa zmagovalec, treba me čestitati in življenje gre naprej. No, zdaj si pa hotel nekaj o pravnikih pripomniti. Torej, pravniki, jaz sem videl vseh teh 10 pravnikov, torej lahko rečemo, da so to vrhunski pravniki in jaz sem tudi pravnik, pravniki morajo držati skupaj, morajo se podpirati, zato sem bil presenečen v teh informacijah, ki jih je dala Lucija glede sodišča in odnosov na sodišču, kajti v takem okolju jaz enostavno ne bi mogel delati in tam mora nekdo nekaj narediti. Torej, jaz, ko sem bil direktor davčne uprave, sem se velikokrat spustil med zaposlene, se pogovarjal z njimi, vprašal, kaj jih moti, ne vem, narediš neke športne igre, ki se družijo, ki se povezujejo, ne vem, kot nek team building in tako naprej. In to tudi potrebujejo, bom rekel, vsi. Teh 10 pravnikov pa je pač izbranih, tudi normalno to je pozitivno, da izbirajo 10 pravnikov, da ne izbirajo zmagovalca, da je ta zadeva tudi mogoče dosti bolj transparentna. Jaz vsem 10 čestitam, torej to prav gotovo za njih nekaj pomeni, kajti so neka imena v Sloveniji in jaz upam, da bodo za svojim dobrim delom tudi nadaljevali naprej. Normalno se najde tudi kdo, da se s kom ne strinja, ampak to je sestavni del življenja, kajti veste, kako je 3 pravniki, 4 mnenja
in tukaj nimaš kaj narediti, vsak bo govoril po svoje. Tako da to je to. Bolj me pa skrbi to, kar sem slišal od Lucije glede teh odnosov, kajti tudi potem se sprašujem, kakšne so lahko sodbe na sodišču, če se to dela v takih odnosih, se tudi nima s kom pogovoriti, predebatirati, kako ne odločiš mlajši, starejšim in tako naprej. In to je tisto, kar mi manjka pri pravnikih. Torej, jaz delam na temu, da vsakemu davčnemu svetovalcu, ki potrebuje pomoč, lahko pride k meni, se pogovoriva, mu pokažem na nevarnosti. Mnogokrat komu rečem, glej, ne poskušaj to, ker to sem jaz poskušal v zadnjih 20-30 letih, je škoda, da izgubljaš energijo. In to je tisto, kar nam manjka. Torej, stroka mora iti naprej. Oba dva bom vprašal, no, ker sta pač oba dva znana pa uspešna v svojih poklicih. Malo podobnih, recimo temu, imate stične točke so, pri vajni dejavnosti. Pa me zdaj zanima, Lucija, sej to verjetno ni dobena velika skrivnost, pa mislim, Ivan, tudi po mojem pri tebi, pri kje je zdaj dražja svetovalna ura? Kako rečete, posvetovalna ura pri pravnikih, odvetnikih ali pri davčnih svetovalcih? Po mojem pri davčnih svetovalcih. A je to objavljeno na spletni strani? Ne vem, jaz pa imamo tarifo, ne vem. Jaz mislim, da treba pogledati bilance na koncu leta. Ampak jaz te bilance gledam za določ. Jaz sem včasih analiziral bilance, tako, ker sem jih zmeril, torej letna poročila tudi odvetniških. Ne, jaz sprašujem o davčnih svetovalcih, ne? Jaz pa skočim to. Torej, davčni svetovalci so različne urne postavke imamo in tako naprej, tako da vrtijo se, torej cene so zelo različne, odvisno koliko si dober, odvisno koliko lahko zaračunaš, tako kot pri odvetnikih. Eni odvetniki zaračunajo veliko, drugi malo, eni delajo na pavšal, tako kot svetovalci delamo na pavšal, eni delajo lahko tudi na uspeh, torej koliko si uspešen, dobiš neke procente in tako naprej. Zadeve so različne, ampak pomembno je, da... Zakon o odvetništvu vse dopušča, Lucija, te možnosti? Zakon dopušča, torej, da se dogovori za nagrado, ampak mi imamo tarifo, kar se tiče svetovanja, zato načelno preko te tarife ne smemo iti, razen če ti stranka sama dopusti, da greš preko tarife, če ne pa naše stranke, moram priznati, da zelo rade hodijo na odvetniško zbornico prijavljati in so zelo natančne, kar se tiče računov, ki jih stavljaš. Ampak vse to je v redu, ne? Mene ne moti, jaz sem vesela, če mi plačajo po tarifi, kaj ne rečem zame. Lucija, to mi povej, a zdaj ta uvrstitev, ta na nek način zmaga, to zdaj pomeni kaj? Zdaj več, mogoče bo dobila kakšno nagrado več, če iz tega sklepam, ampak a to prinese tudi kakšne, ne vem, težje, večje, finančno bolj močnejše, uspešne primere, kako? Ne, to ne. Vsekakor nekdo te pogladi po duši, to je lepo. Kar se tiče samih sodnikov, bi rekla, da je to prej neugoden odziv. Nekako tisto rahlo, vsi veste, vsi ste, ne. Mislim, ne. A to, kaj je Ivan prej povedal? Ja, mislim, to je res grozljivo, da dobiš to servirano na obravnavi kot nekaj negativnega, kot da si... Celo na obravnavi. Ja, celo na obravnavi pred stranko, kako da ne veste tega vse, pa ne vplivnejša ste. Mislim, prvič, tudi se pravi, mislim, to je, v Sloveniji so te zadeve bolj kočljive kot ne. Mogoče v teh profesorskih univerzitetnih krogih drugače. No, pri nas na trgu to, kako bi rekel, moje današnje stranke so ponosne, mi čestitajo. Ne verjamem pa, da katera stranka pride zaradi tega, ampak te, ki so pa moji, so pa veseli, ker je to njihova odvetnica. Mislim, tako bi moralo biti na vseh nivojih. Tako bi moralo biti na vseh nivojih. Ja, no, sodišče ni zadovoljno s tem, no, kar povem. Se samo dva odvetnika med 10. To pomeni. Glede to, da ni brega tožilca, pa sodnika, to kar veliko. Ampak Lucija, nekaj bi te še vprašal, kako pa to, da tukaj med 10 pa ni nobenega iz teh finančno uspešnih odvetniških pisarn, teh velikih pisarn? To je mene tudi čudilo, glede na to, da vsi vemo, da Čeferini so vplivni. Zato mislim, da ta naziv vplivni ni ustrezen. No, se ti si tako dal na Twitter, da najbolj vplivni slovenski pravnik je pa Aleksandar Čeferin, ki je predsednik Evropske nogometne zveze, ampak zdaj imamo spet Ivana tukaj, pa ne bomo šli v detajle, kako ne. Zakaj si to tweetnila? On upravlja z največ denarja, z največ proračuna. Torej, če imaš ti denar, imaš vpliv.
Mislim, jaz s mojim denarjem nimam na nobenega vpliva, razen pač na svoje gospodinjstvo. Tako da ne verjamem, da imajo ti pravniki, ki so tukaj kakršenkoli vpliv. Jaz bi rekla, da naj to Jusinfo spremeni ali v ugledne, ali v pridne, ali v vsem kaj. Ampak lih vplivni pa res nismo. No. Najbolj priljubljene. Mogoče to, ja, kukor, ne vem, harmonikaši, nekaj tazga. To nekako, jaz sem malo vskočil, pa sem prišla potem do Čeferina, nekako nismo razčistili ta odgovor. Ne? Zakaj teh velikih odvetniških, oziroma odvetnikov iz velikih odvetniških pisarn ni tukaj med 110-terico? Ja, meni to ni čist jasno, ampak oni verjetno raje delajo bolj na tiho. Mi vemo, da na ta način se izpostaviš, a ne? Na ta način bo mogoče kakšen davčni inšpektor si spomnil, hudiča, se tam je pa ena odvetnica, a ne? A veste, te velike pisarne se rajši izogibajo javnim promocijam, zato ker imajo pač velike posle in to ni fino, da se oni in njihove stranke izpostavljajo v javnosti. To si ne želijo. Torej, nekaj časa je Čeferin bil, a ne, takrat, ko je še bil mlad, ne, bi rekla, potem je pa zginil. O Aleksandru Čeferinu. O Aleksandru. Če ne, pa mislim, da te pisarne raje poslujejo bolj v anonimnosti, taki medijski anonimnosti. No, ampak zdaj zagotovo bo pa tvoja beseda imela večjo težo, ne? Saj že pri nas ne pravimo, ni vseeno, kdo kaj reče, ne? Tako da to pa ti verjetno prinese takšen naslov, ne? Ja, verjetno, ja. Ivan, par sekund, če imamo, načrtuješ vrnitev na lestvico, na prvo mesto lestvice? Ne, prvo moja stena, kjer sem shranjeval te, bom rekel, plakete, je polna, torej nimam več prostora. Koliko jih je? 10 jih je, ne? 10 jih je. Nimam, to je 5, v eni vrsti 5, v drugi 5, nimam več prostora, tako da za mene je ta zgodba zaključena, tudi me ne zanima več. Tudi že malo starejši sem, ne sem mlajši kolegi ali pa bom rekel mednarodni znanci udejstvujejo na tem področju, jaz sem pa več ali manj je popolnoma vseeno, tako da nimam tudi več kam dati. Dobro, Ivan, takšno je tvoje mnenje. Jaz mislim, da Lucija bo pa vsem še nekaj časa, kakšno leto, 2, 3, ne? Če ne, še več. Z Lucijo je še bodočnost. Lucija še bodočnost, ja. Ja, tudi prostor še imam. Dobro, Lucija, Ivan, najlepše hvala za današnje komentarje, ne? In obema tudi želim v prihodnjem letu več uspeha, še več uspeha na teh in podobnih lestvicah, ne? Gremo na oglase in se vrnemo potem nazaj v VV Faktor.